Daljše referenčno obdobje, višji odmerni odstotek, tudi delali bomo dlje. To so ključni mehanizmi predloga pokojninske reforme, spremembe pa naj bi se uvajale postopoma do leta 2035. Po zagotovilih Ministrstva za delo naj bi večini prinesle višje pokojnine. Kdo bi bil torej na boljšem in kdo na slabšem? Na ministrstvu so pripravili nekaj primerov. Mark Vidrih. Čeprav je vsebina predlagane pokojninske reforme izjemno kompleksna, to priznavajo tudi v parlamentarni zakonodajno-pravni službi. Torej, ta obravnavan predlog zakona predstavlja zelo zahtevno in tudi obširno materijo. Predlagana reforma v osnovi prinaša postopen dvig upokojitvene starosti, podaljšanje referenčnega obdobja za izračun pokojninske osnove, višji odmerni odstotek, spremembo formule za usklajevanje pokojnin in uvedbo zimskega dodatka. Torej, starostna meja se bo po predlogu novele, ki je pred vami, postopno zvišalo za 2 leti. 2 leti po sprejetju se ne zgodi nič, leta 26 in 27, potem se začne postopoma višati, spodnja meja za 3 mesece, iz 60 za 3 mesece na leto do 62 in zgornja iz 65 na 67. Tu pa je še daljše referenčno obdobje za izračun pokojnin, po novem predlogu 40 let, od katerih se odšteje 5 najslabših, a ne nujno zaporednih, in postopen dvig odmernega odstotka sedanjih 63,5 na 70 odstotkov. Kako pa bodo vse te novosti vplivale na višino pokojnin? Skupaj z odmernim odstotkom bo večina ljudi na boljšem, razen tistih, ki so zdaj bili neupravičeno na boljšem. To so pokazali tudi izračuni, ki so jih pripravili na Inštitutu za ekonomska raziskovanja, pravijo na ministrstvu, in rezultat? Razen tistega, ki je imel samo 25 let zelo visoke dohodke, sicer pa plačeval minimalne prispevke, bodo vsi za 7 pa do dobrih 11,5% na boljšem. In konkretni primeri za bodoče upokojence: za dobrih 11 odstotkov naj bi se do leta 35 pokojnina izboljšala tistim, katerih povprečje plač v celotni aktivni dobi znaša do 1850 evrov bruto na trg dela, pa so vstopili pri 24 letih. Zelo podobno si lahko obeta nekdo, ki je v celotni aktivni dobi prejemal povprečno bruto plačo v višini 2,5 tisočakov, nekoliko manj, pa bi se pokojnina dvignila osebi, ki je prvih 13 let prejemala povprečno plačo, od 14. do 40. leta delovne dobe pa 1,5-kratnik povprečne plače. A šlo bi tudi v obratno smer, razkrivajo izračuni. Tole je primer osebe, ki je prvih 10 let vplačevala minimalne prispevke, nato 25 let prejemala 2-kratnik povprečne plače, zadnjih 5 let pa znova vplačevala minimalne prispevke.